To je pa najin nov apartma. Preselila sva se z vzhoda na zahod Češke, da še ta konc malo raziščeva. Takoj na začetku je kopalnica, kjer je tudi pralni stroj. S hodnika pridemo v kuhinjo, ki ima vse, kar potrebujeva za teh nekaj dni. Naprej je lepa spalnica, iz katere pridemo na tale manjši balkon. Počakale so naju sveže češnje, orehi, v hladilniku pa tudi neki dobrot. Za večerjo sva se odpravila v bližnjo restavracijo, ker imajo teden žara. Matjaž je naročil lososa, jaz pa camembert sir. Salmon and camembert, yeah. Dobro, ima tudi odlično. Super. Super. Bilo je super okusno, plačala sva pa 24 evrov. Nahajam se v kraju Tabor, to je približno 90 km južno od Prage. To, kar vidimo, je staro mestno jedro, predvsem pa mi je zanimiva ura na zvoniku, ki nima 12 številk, tako kot smo navajeni, ampak jih ima 24. Kazalec vidimo pa čisto od spodaj dol, kar pomeni, da je ura točno 1. In glede na to, da je ura 1 popoldan in da je tako oblačno, mi zagotovo ne boste verjeli, da je danes 5. julij. In to je točno tisto poletje, ki ga midva iščeva. Temperatura je 21 stopinj in, kakor vidite, je marsikdo že oblečen v dolge rokave. In pošteno povem, ko zapiha, tudi mene kar malo zmrazi. Dober dan. Poleg tega, da je mesto izjemno zgodovinsko bogato, ima pa tudi veliko umetniških galerij in slaščičarn. In prav slaščičarne so tisto, kar bova midva zdaj raziskala. Sam te povabim, Matjaž. Ja, če bova dobila sploh kakšno mesto prav. Slabo kaže. Greva pogledat. Tako sva se obetala eno sledico v tej slaščičarni oziroma cukrarni, ampak greva zdaj naprej, ker ta je bila pa res nabito polna. Aha, le imajo tudi tle nekaj od čokolade. Ja. Greva sama, ne? Nekaj bo. Ja. Čokoladni lej, jaz bom. Do you want milk with that? Yes, please. Hvala lepo.
mojega kontakt marmorni pelač. Zelo okusno. Tukaj pa še en pogled na jezero, ampak očitno naj jo bo pregnal dež. Male, prav 2 mečkene. Pa rečite, če ni popoln dan. Take stvari me res razveselijo. Tukaj pa še en pogled na mesto, ki se na spodnjem delu dotika jezera. Ja. Pravi sosnoljevki. Děkujem. Tukaj sva se lepo najedla zdaj. Matjaž je imel piščančji file s kuhanim krompirjem, jaz sem pa imela Štefani pečenko s kruhovimi cmoki. Za vse skupaj s pijačo sva plačala 13 evrov. V mestu bova zdaj naredila še en kratek sprehod, pa mogoče šla še na kako sladico. Greva v vogal? Posladkala sva se, zdaj bova pa po tem srednjeveškem mestu naredila še en sprehod. Mesto leži na eni taki točki, kjer je več pohodniških poti, zato je tukaj tudi veliko pohodnikov z nahrbtniki, ki naredijo tudi večdnevno turico. Tukaj v mestu se ustavijo na kakšno kosilo, nekateri prespijo in potem naslednji dan nadaljujejo pot. Je pa danes kar precej toplo, imamo 25 stopinj Celzija, ampak ker je oblačno, sploh ni čutiti nobene vročine. Posebnost tega kraja je pa tudi tale Mavrični most, preko katerega grejo pešci, kolesarji, avtomobili in tudi vlak. Samo poglejte, kako visoko nad reko smo. Še prav posebej morajo pa paziti kolesarji, da ne zapeljejo med te tirnice, ker je zelo nevarno in lahko kar fajn padeš. Tukaj se potem pot razcepi in vlak gre svojo pot. Vasica je znana tudi po izdelavi keramike in zdaj si bom prav na hitro pogledala eno delavnico. Keramika je veselje, sreča, radost in res je, človek takoj začuti tisto pravo ustvarjalo energijo in ljubezen do obrti, ki jo domačini negujejo že stoletja. Ko vstopimo naravnost v njihovo trgovino, me navduši vsak izdelek, ki je unikaten, vse od skodelic, krožnikov pa do čudovitih dekoracij za dom. Vsak kos ima svojo zgodbo.
Prav ob tej reki Lužnice je speljano ogromno pohodniških poti za vse te pohodnike, ki jih potem srečamo tudi gor v mestu. Nad reko se dviguje tudi mogočen grad, vendar je pa trenutno zaprt, zato ga žal ne bova mogla videti od znotraj. Ok, platan, jedno malo, jedno veliko. Všechno? Ano. Tak jo. Velký pro vás? A malé. Čin, čin. Čin. Tak, abyste neschořeli. No, teď jdeme špatná chlapeček a baštíku. Jo, tak čo na druhou děnku. Glede na to, da sem to vasico izbrala povsem po naključju, se je išlo vse prav super. Kosilo, potem sladica, sprehod po mestu in za zaključek dneva še pivo ob reki. Čin, čin.